Najlepša hvala. To je delo od doma, ne, ali kako bi se reklo. Skratka, lahko morda mi bo uspelo zdaj share screen narediti. Bo. Dela, ne? Dela. Torej, malenkost me je napovedal že Gašper Hrstelj pred minutami. Jaz sem po izobrazbi sem filozof, specifično se ukvarjam z, kot temu rečemo, praktično filozofijo, ne? To pomeni področja filozofije, ki segajo v politično filozofijo, v uporabno, aplikativno filozofijo, okoljsko etiko, bioetiko, etiko tehnologije. In v zadnjem času sem bil predvsej aktiven v nekih relativno pomembnih projektih iz področja etike znanosti in tehnologije. Bil sem član pri UNESCO Svetovne komisije za etiko v znanosti in tehnologiji, znotraj katere smo pisali številna poročila, številne ekspertize strokovne iz tega področja. Če boste želeli, lahko COMES, te kratica, te UNESCO-ve inštitucije. Sam sem bil koordinator in poročevalec poročila o etiki robotike, ki je precej velik odmev imelo. V zadnjem času pa, kot je omenil že Gašper, sem sodeloval v tem dovolj dolgem procesu poskusa začrtanja nekega globalnega inštrumenta o etiki umetne inteligence znotraj sistema Združenih narodov, ki se je začel z našo ekspertno skupino in se zdaj zaključuje z preko mednarodnimi, medvladnimi usklajevanji. Priporočila o etiki umetne inteligence. Vendar, seveda, vedno bom na voljo z veseljem o vseh teh konkretnih dokumentih govoriti in jih pojasniti, kdorkoli bi o tem želel poslušati. Danes sem se pa vendarle odločil, da bi storil en korak nazaj. Namreč korak nazaj, ki vam mogoče lahko nekoliko svetli, bi rekel, drobovje, kako ti etični inštrumenti, kot recimo deklaracija o etiki umetne inteligence, nastajajo. Ozadje, seveda, pri teh etičnih študijah nastopajo eksperti številnih različnih pol, od inženirjev, pravnikov do filozofov. Tako da iz moje strani pa bi rekel, osvetlil ta filozofski pristop, v temeljni filozofski pristop. Namreč etika se danes uporablja zelo široko, kot nek inštrument, kako poskušamo doseči morda nek družbeni konsens o perečih vprašanjih. Etika pa je v svojem, recimo, nastanku tudi temeljna filozofska disciplina. Se pravi, imamo pač etiko kot neko, bi rekel, širšo družbeno dejavnost in imamo etiko kot vedo ali pa kot disciplino filozofije. To je nekako moje izhodišče. In ko sodelujemo z različnimi profili, recimo posebej v tej etiki tehnologije in umetne inteligence, jaz zelo rad, mislim, zelo bogato se mi zdi sodelovanje z inženirji. Se mi zdi, da se ta, bi rekel, filozofski pa inženirski pristop zelo lepo dopolnjujeta, komplementarno dopolnjujeta, ampak vendarle včasih se med sabo tako, bi rekel, hecamo. Rečemo, inženirji so tisti, ki bi radi naredili vse, kar se da narediti. Filozofi, etiki smo pa tisti, ki rečemo, vsega, kar se da narediti, morda ni prav narediti ali pa morda ne smemo narediti.
Se pravi, inženirji naredijo, pa potem vidijo, če dela ali ne dela. Etiki, filozofi etiki smo včasih, kako bi rekel, party breakerji. Tega pa morda ne bi smeli narediti iz etičnega vidika. Skratka, ta današnji kratek, recimo, samo bi rekel, pogled v način, kako na začetku neke take etične študije pač poteka en specifičen pristop iz vidika filozofije. Moje izhodišče, ker seveda tudi filozofskih in etičnih izhodišč je veliko, moje izhodišče bo neka, bi rekel, trditev ali pa neko prepričanje, da tehnologija predstavlja neko posredovanje med nami in svetom. Se pravi, tehnologija ima neko bistveno vlogo posredništva, pa mediacije, če uporabim pač tujko, kasneje potem tudi uporabljam iz nekega razloga. No, in ena izmed takšnih podob, ki meni vedno tako, bi rekel, pride v spomin za demonstrirati morda na nekoliko skrajen način to posredniško vlogo tehnologije. Pred leti, ko smo delali našo etično študijo v robotiki, nam je UNESCO organiziral posvete z različnimi znanstveniki, eksperti iz različnih področij. Med njimi je bila tudi ena zdravnica, ki se ukvarja z področjem, temu rečejo v slovenščini, globoka možganska stimulacija. In gre za to, da za zdravljenje ali pa za blaženje simptomov določenih bolezni, predvsem gre največkrat tukaj za Parkinsonovo bolezen, v res težkih primerih uporabljajo, ustavijo v možgane, kot tukaj vidite na sliki, elektrode in potem z stimulacijo, električno stimulacijo določenih delov možganov poskušajo dobiti nek, bi rekel, blažitev ali pa olajšanje bolezenskega stanja. No, in ta zdravnica je razlagala neko zelo, vsaj nam, meni, ki tega pravzaprav nisem poznal, zgodbo, kako je eden izmed njenih pacientov z to globoko možgansko stimulacijo, kjer je zdravljenje potekalo normalno, po predvidevanjih, ampak nekega večera, ko je bila ona doma, ko se je vrnila iz službe, pa je sprejela pač telefonski klic, presenečena, na drugi strani telefona je bil ta njen pacient in je začel, bi rekel, izpovedovati zelo iskreno in zelo na dolgo svojo strastno ljubezen do nje. Skratka, on se je, bi rekel, zaljubil vanjo od peta do glave. Seveda, ker zdravnica je takoj vedela, zakaj gre, ker je pač eden izmed stranskih učinkov, poznanih stranskih učinkov globoke možganske stimulacije je tudi, bi rekel, lahko ljubezen, da tako rečem, ljubezen kot stranski učinek zdravljenja. In ko je drugi dan pacient prišel v ambulanto, so nekoliko spremenili napetost v elektrodah in je ljubezen minila. Skratka, bi rekel, ekstremen primer in nič posebnega. Zdravniki, ki se s tem ukvarjajo, pravzaprav to sem in tja naletijo. Ampak je pa zanimivo iz vidika, da gre dejansko za neko posredovanje, da vidimo celo neka taka intimna stvar, kot je ljubezen, je v tem primeru pač posredovana skozi, recimo, tehnologijo. No, če gremo zdaj še en korak nazaj, to pomeni, filozofija je o tehnologiji pravzaprav razmišljala že dolgo, od tako rekoč svojega samega nastanka. In v tehnologiji je razmišljala pravzaprav iz vidika orodja, ker pač, bi rekel, tehnologija je bazično, saj tako intuitivno se zdi, je pač predvsem človek naleti na tehnologijo predvsem kot neko orodje. Aristotel je bil filozof, ki je, kolikor pač vemo, najbolj obsežno nekako pisal o problemu tehnologije ali pa poskušal neko klasifikacijo tehnologije narediti. Znana je njegova teza, njegova klasifikacija orodij, ko pravi, da lahko orodja po 4 parametrih nekako klasificiramo. Na eni strani imamo orodja, za katera potrebujemo moč tistega, ki jih uporablja, rečemo, da je to sekira, pač sekira ne seka sama, človek je mora vihteti. Na drugi strani so orodja, pač, ki
uporabljajo, ki imajo svojo moč, ne, take recimo, ne vem, vol, s katerim orjemo zemljo. Ne. In drug parameter klasifikacije orodij je, da so ena orodja tista orodja, ki ne govorijo, ne, se pravi nema orodja, na drugi strani so pa govoreča orodja. Ne. In seveda takoj vidite, kaj so ta govoreča orodja, recimo, ki uporabljajo svojo moč, ne, so seveda sužnji, ne, ki so bili percepirani kot orodje v tej klasifikaciji. Ne. No, ampak tisto, kar je zanimivo, ne, pač, kar in velikokrat citirano danes, ne, je pač ta, tukaj vidite na slajdu, ta anticipacija, ne, bi rekel Aristotelova, ne, ko pravi, ne, da če bi vsako orodje lahko upravljalo svoje delo, ne, da bi tako tkalski čolnički sami tkali in trzalice same udarjali na kitaro, potem morda ne bi potrebovali arhitekti pomočnikov in gospodari nesužnji. Ta citat na nek način anticipira, bi rekel, high-tech, moderne dobe, stroje, robote, če hočete, umetno inteligenco iz vidika orodja. Res pa, da se Aristotel več kot toliko z etičnim momentom, pač vprašanja orodja ni ukvarjal. No in zdaj, če v tem recimo kratkem pregledu, recimo filozofije in etike tehnologije naredimo en velik skok naprej, skok v recimo moderno dobo. Seveda v modernem času, v času pač 19. stoletja in industrijske revolucije je jasno, vprašanje tehnologije vse bolj postalo centralno vprašanje. Iz očitnih razlogov, ker živimo pravzaprav v nekem svetu tehnologije, vedno smo živeli v svetu tehnologije, ampak na nek način nam je danes to postalo bolj razvidno zaradi tudi tega silovitega napredovanja različnih vrst tehnologije. No, v 20. stoletju sta se na tehnologijo oblikovala ali pa nekako obstala dva recimo pogleda, dva različna pogleda. Prvi pogled, ki mogoče bi ga lahko imenovali ali pa prepoznali tudi kot neko spontano filozofijo tehnologije, če lahko tako rečem, in je v nekem smislu prevladujoč, je instrumentalen. To pomeni, izhaja iz stališča tega aristotelskega, da je tehnologija pač predvsem neko orodje, ki ga človek vihti. Bolj ali manj sofisticirano, bolj ali manj avtonomno, bolj ali manj pametno, ampak še vedno orodje, ki ga človek vihti. To pomeni, orodje vihti njegov uporabnik, njegov operater, in etični zaključek tega pogleda je, da je pravzaprav orodje ali pa tehnologija, če hočete, moralno nevtralna. Je pač objekt, na subjektu, se pravi na človeku, na uporabniku, pa je, da ga uporablja kot v dober ali slab namen. Skratka, ta bi rekel, spontana, jaz bi rekel, mislim, filozofi tudi rečemo, naiven pogled na etiko tehnologije je, da je tehnologija pač moralno nevtralna, mi jo samo uporabljamo v dober ali slab namen. Druga, recimo, velika smer pogleda na tehnologijo, ki se je oblikovala recimo v 20. stoletju, pa je recimo kritična. In ta filozofija tehnologije je razmišljala o nekih veliko bolj zapletenih in veliko bolj povratnih razmerjih med tehnologijo kot nekim artefaktom, recimo računalnikom, če hočete, strojem, in ali pa tehnologijo kot družbenim fenomenom, skratka med veliko bolj zapletenimi razmerji med tehnologijo in družbo in človekom. Ta smer se je primarno razvijala, to pomeni recimo tam od 20. do 50. let 20. stoletja, kot kritika tehnologije. To verjetno prepoznate. In je izhajala v veliki meri iz nekega strahu pred napredujočim zlivanjem tehnologije in kulture. In je merila v svoji kritiki predvsem na neko zaščito človeštva pred odtujujočo močjo tehnologije. Recimo filozofi, kot so bili Jaspers ali pa Heidegger, najbolj znana dva morda, so prepoznavali v modernem svetu situacijo, v kateri ljudje postajamo vse bolj zobniki, recimo, v nekem stroju tehnologizirane družbe. Se pravi, zvedeni na funkcijo
ki jo imamo v nekem stroju za množično proizvodnjo. Tekoči trak, kjer pravzaprav delavec za tekočim trakom je le še en del tega velikega stroja, ki proizvaja. In v tem smislu je Heidegger rekel, da tehnologija pač bistveno spreminja pogled na realnost, da pravzaprav za sodobni tehnološki svet nastopa realnost zgolj kot neka zaloga surovin za uresničevanje, recimo, volje do moči, kot temu pravi Heidegger. No, ta zelo kritična smer je sicer analizirala neko kompleksno družbeno funkcijo tehnologije. Problem pa je, da to so bili, bi rekel, filozofi, prej sem rekel filozofi inženirji. Heidegger ni imel veliko stika z, bi rekel, realno tehnologijo. Imel je svojo kočo v gozdu, kjer je filozofiral. Se pravi, te analize konkretnih posameznih tehnologij je tukaj izostala. In da je naslednji korak v tem razvoju, se pravi, takrat, ko se je začela razvijati, bi rekel, sodobna etika in filozofija tehnologije, je prav točka, ko so filozofi začeli iskati bolj poglobljeno razumevanje in stik z dejanskimi tehnologijami. Hkrati pa poskušali ohraniti ta kritičen vidik, namesto tistega naivnega, instrumentalnega, se pravi, da je tehnologija zgolj orodje in je vse dobro in slabo na človeku. Eden izmed takih, pač bi rekel, prelomov, ki je to povzročil, je bila seveda tudi te veliki napredki v tehnologiji, v tem vidikih tehnologije, ki so neposredno zadevali človekove etične dileme. In to se je seveda morda najbolj pokazalo v medicinski tehnologiji, v biomedicini. Tudi bioetika je bila ena izmed takih prvih, recimo, izoblikovanih sodobnih pač smeri, bi rekel, moderne etike, tehnologije. Tukaj sem dal pač nek citat nizozemskega filozofa Petra Paula Verbeka, ki na nek način, bi rekel, najbolj povzame to stališče, iz katerega sam pač izhajam. To pomeni, ki je hkrati kritično, in hkrati pač, se pravi, ni naivno do tehnologije in hkrati, bi rekel, prepoznava pomembnost same analize konkretnih tehnologij. To pomeni, ljudje smo tehnološka bitja in tehnologije so hkrati družbene entitete. To, bi rekel, je tisto bistveno sporočilo mogoče mojega današnjega referata, ki se mi pa zdi, da ga moram vseeno še nekoliko, še en korak naprej razložiti, da bo mogoče jasno malo bolj, na kaj merim. In sicer en način, kako lahko podkrepimo to tezo, skratka to hibridnost, to prepletenost, da smo hkrati ljudje tehnološka bitja in da so hkrati tehnologije družbene, je ena izmed teorij, tista, ki jo nekako jaz osebno prisvajam, se imenuje teorija tehnološke mediacije ali pa teorija tehnološkega, recimo, posredovanja. Zato sem tudi začel s tem primerom posredovanja. Sicer ta teorija, ki so jo, to je, bi rekel, neka, lahko rečemo, nizozemska, sodobna nizozemska šola etike, tehnologije, ki pa ima tudi, bi rekel, svoje reference v recimo slavnih filozofih, kot je recimo Francoz Bruno Latour, Američan Don Ide, ali pa recimo malo starejši Michel Foucault in tako naprej, za tiste, ki pač jih prepoznate ta imena. Ampak bom razložil tudi za tiste, ki jih ne, zakaj gre. Ta mediacija, to posredovanje med človekom in svetom, ki ga upravlja tehnologija, lahko nekako razdelimo na tri dimenzije. Prva dimenzija je, lahko rečemo, tehnološka mediacija ali pa tehnološko posredovanje izkustva. In da to recimo demonstriram, na kakšen način tako zelo preprosto tehnologija posreduje, vzamete recimo očala, ki jih nosim. Ta očala posredujejo zelo močno med mano in svetom. Brez njih vidim zelo slabo. Moja realnost tega izkustva je posredovana skozi očala, ampak hkrati teh očal pravzaprav jaz ne zaznavam kot nek tehnološki artefakt, nekako se zlijejo z mano. To je kar Don Ide imenuje
je neko razmerje utelešenja, ki ga imam, ne, z tem tipom tehnologije. Ne. Ta očala se tako rekoč utelesijo, kot tehnologija utelesijo z mano. Obstaja pa še nek drug tip posredovanja izkustva, mediacije izkustva, ki jo Aidt imenuje hermeneutično razmerje. In hermeneutika pomeni interpretacija ali pa razlaga. In primer take tehnologije je recimo termometer. Termometer meni ne da neke neposredne izkušnje toplote, ampak nekaj na podlagi česar interpretiram realnost, ne, kako vroče ali pa kako hladno je zunaj. Ne. In zdaj seveda veliko pač tehnologij ali pa večina teh digitalnih tehnologij, s katerimi se srečujemo, je v nekem smislu hibridnih. Ne. To pomeni, oba razmerja nekako sta v njih prisotna, utelešenja in hermeneutično razmerje. Zdaj, danes pač smo preko Zooma imamo to res zanimivo, čudovito konferenco. Ne. Vidite, Zoom je na eni strani tehnologija, ki se je utelesila, ne, se pravi, kot neka očala pravzaprav posreduje Zoom med mano in vami. Ne. Po drugi strani pa seveda imajo tudi to svojo hermeneutično dimenzijo, ne, interpretativno. Ne. Jaz recimo, če pogledam seznam udeležencev, vidim, pač, ne vem, nekateri so zabrisali svojo sliko, zato ker morda moje predavanje ni tako zanimivo. Ne. Skratka, bi rekel, interpretiram njihov recimo odnos do tega, kar jaz govorim. Skratka, tisto, kar je zelo pomembno, je v tem, da ta posredniška vloga pri izkustvu ni nevtralna. To je bistvena poanta za etiko. Intenca, ki jo imajo, ta tehnologija ima, kot pravi Aidt, neko intenco, nek namen, sproducirana. In to, kako je sproducirana, ni moralno nevtralna. Zato je zelo pomembno, na kakšen način so, k temu se bom potem še čas vrnil, na kakšen način so tehnološki produkti dizajnirani, ustvarjeni. Na kakšen način, ker na to, na kakšen način so ustvarjeni, bo impliciralo, kakšno posredniško funkcijo bodo opravili, tako hermeneutično kot utelešensko. Etika dizajna je nekaj. Etika dizajna je za sodobne digitalne tehnologije nekaj izredno pomembnega in etika dizajna pomeni, da mora ta etični razmislek vstopiti v samo načrtovanje, v samo inženirsko načrtovanje tehnologije. No, ko govorimo recimo o tehnološki mediaciji prakse ali pa tehnološki mediaciji dejanja, spet nekatere tehnologije delujejo, to je recimo teza francoskega filozofa tehnologije Bruna Latourja, kot neke vrste skripta, kot računalniška skripta za naša dejanja. In Latourov tak slavni primer je ležeči policaj. Pač preko ležeči policaj deluje kot neka materialna skripta, ki pač predvidi, kako bomo mi se obnašali, oziroma ki narekuje, kako se bomo mi obnašali, ko bomo zapeljali po cesti, zmanjšali hitrost. Tisto, kar pravi Latour, je, da ne smemo ležečega policaja interpretirati kot znak. Ležeči policaj dejansko deluje na način materialne skripte, nelingvistično in usmerja naše prakse, naša dejanja. Mislim, da boste mogoče prepoznali še drug primer te tehnološke mediacije prakse. To je zelo slaven primer. Najbrž ga boste številni izmed vas prepoznali. Gre za, izpostavljen je bil v 80-ih letih v slavnem članku Langdona Winnerja z naslovom Do Artifacts Have Politics? Ali artefakti oziroma tehnologija ima politiko? In primer, ki ga je analiziral, to je neka star posnetek avtoceste, ki vodi od New Yorka proti Long Islandu, proti plažam, kjer so se New Yorkčani hodili, pač, ne vem, se plava tam, kar se pač dela na teh plažah. In ta cesta je polna takih nadvozov. Baron Haussmann je tisti francoski urbanist, ki je začrtal bulevarje.
široke in z drevesi, da se revolucionarji ne bi mogli skriti v male uličice. Ne. No, ta primer, ne, ki ga je analiziral Wiener, je pač pokazal na to dejstvo, ne, da te nadvozi niso naključno tako nizki. Ne. Tako nizki so, da lahko čez njih lepo vozijo avtomobili, avtobusi pa že ne več. Ne. In avtobusi recimo tistega časa, ne, 30 let. In stvar je pa v tem, ne, to se je potem izkazalo, ne, da jasno za avtobusi so se vozili bolj revni prebivalci, ne, recimo črnci, prebivalci nižjega sloja, medtem ko srednji sloj je uporabljal avtomobile. In tisto, kar je bilo v tej skripti, če hočete, zapisano je, da naj, ne, bi rekel, bo pot do te plaže bolj olajšana srednjemu sloju, ne pa recimo črncem in revnejšemu sloju. In seveda, ne, zdaj lahko hitro prepoznate, kam to meri v sodobnih digitalnih tehnologijah, ne, na kakšen način so te skripte, ne, te tehnološke mediacije izkustva upisane v te tehnologije. Ne vam dam samo en primer, ne, ki ga verjetno ne, tako znan, ne, recimo v umetni inteligenci, v teh tehnologijah umetne inteligence, zelo velikokrat ne, debatiramo, ne, ko delamo te razne etične analize o tako imenovanem nudgingu. Nudging pomeni, da te v nekaj pač potisnejo, ne prisilijo, ampak tako blago potisnejo. Nudging. Ne. In seveda številne aplikacije uporabljajo te, kako bi se reklo, nudging algoritme, ne, algoritme potiskanja, s katerimi poskušajo uporabnike, ne, bi rekel, malo potisniti v določeno smer ravnanja proti določenim izbiram. Ne. Naj se bo to recimo izbira recimo glasbe na glasbenih sajtih, naj se bo to izbira vsebin, ne, na novičarskih mestih in tako naprej. Ne. In se je izkazalo, da je te algoritmi umetne inteligence so zelo dobri, ne, za nudging, ne, za to usmerjanje, hkrati pa to seveda predstavlja zelo velike etična vprašanja. Ne. Kdaj je ta nudging recimo moralno upravičen? Ne. Zdi se recimo, da bi bil nudging moralno upravičen recimo danes, ne, ko hočemo malo tako blago prisiliti ljudi k čim večjemu cepljenju. Ne. Bi lahko rekli, ne, bi kdo rekel, v redu, to je ne, pač mogoče etično sprejemljiva uporaba te tehnologije, ne. Če pa recimo gre za nek nudging, neki recimo politični izbiri, ne, je pa stvar lahko že vprašljiva. Skratka, tehnologija ne mediira samo našega izkustva, tehnologija mediira tudi naša dejanja, našo prakso, ne. In nazadnje, ne, seveda tehnologija mediira našo moralno izbiro. Številne moralne izbire, ki jih imamo danes, so posredovane z našo potopljenostjo v tehnologiji. Ne. En primer, ki ga zelo velikokrat analizira, ne, Peter Paul Verbeek, od katerega to teorijo prevzemam, je recimo primer ultrazvoka, ne, prenatalne diagnostike, ultrazvoka v času nosečnosti, ne. Preiskav, ali pa ostalih prenatalnih preiskav, na podlagi katerih lahko zdravje ploda ugotovimo. Ne. Jasno, ta tehnologija implicira neko veliko serijo moralnih izbir, ne, za njene uporabnike in na nek način spremeni, ne, sam karakter, recimo tudi nosečnosti. Ne. To pomeni, tehnologija ustvarja in mediira nove moralne situacije. Ne. In to je tisto, česar se moramo zavedati. Ne. Mogoče se zdi zdaj abstraktno, ko to govorim, ne, ampak včasih se tudi jaz tako blago ne strinjam z mojimi kolegi inženirji, ne, ko pravijo, ja, sej ni problema, ne, sej te situacije so že vselej tukaj, ne, mi moramo samo paziti, da tehnologijo uporabljamo na dober način. Ne. Ni to vsa zgodba. Ne. Mi moramo vedeti, da tehnologija, pravzaprav vsaka tehnologija, od sekire do očal, do umetne inteligence, dejansko ustvarja nove moralne situacije. In to, ne, dejstvo je treba pri njenem načrtovanju uzavestiti in ga ne na nek način naivno odlagati, ne, da je tehnologija zgolj orodje, ki ga uporabljamo v dober ali pa slab namen. Ne. Še enkrat, ne, zato je to tako pomembno. Ni samo nevtralno orodje, tehnologija je pač stvar, ki ustvarja nove moralne okoliščine. In če zaključim, ne,
konsekvence, bi rekel, te tehnološke moralne mediacije je pač, da moramo na nek način razumeti to razmerje tehnologije in človeka, ne, kot neko hibridno razmerje. Ne. Danes pač etika tehnologije deluje v veliko bolj kompleksnem odnosu kot pač človek kot akter in tehnologija kot objekt. Ne. Lahko bi celo rekli, ne, in to je pač preko ta teorija pravi, da ima tehnologija nek svoj poseben, inherenten moralni karakter. Ne. Tehnologija postaja, bi rekel, postaja moralna. Ne. Ni samo človek tisti, ki ima moralo, ampak v nekem smislu tudi tehnologija vsebuje, je moralna. Ne tako, ne, kot v znanstveni fantastiki, ko se sprašujejo o tistih inteligentnih robotih, ne, ki bodo imeli zavest mogoče in tako naprej. Ne. To je znanstvena fantastika, ampak velikrat zakrije in velikrat se govori o tem in velikrat zakrije pravzaprav tisto bistveno dimenzijo, da tudi te tehnologije, ki so pač navadne tehnologije, ki so neme, kot bi rekel Aristotel, ali pa govoreče, ne, kot so že danes v kakšni algoritmi, imajo svojo, bi rekel, moralno lastnost. In še mogoče zadnja stvar, ki bi omenil, da res mi zdi, ne bom predolg, ne, je nekaj, kar v etiki tehnologije in filozofiji tehnologije imenujemo moralni dinamizem, ali pa lahko bi rekli temu dinamizem moralnih vrednosti. Ne. Namreč vsi te dokumenti, na katere sem sugeriral prej, v katerih sem pač recimo tudi sodeloval pri njihovi pripravi, so ponavadi strukturirani tako, ne, vzamemo recimo etiko umetne inteligence, ne, in poskušamo vzpostaviti neka temeljna etična načela, potem pa iz teh etičnih načel neka priporočila, kako v skladu z njimi recimo k tej tehnologiji pristopiti. Seveda, to je drugače, je težko nek pač razviden dokument sestaviti. Ampak zadaj, ne, saj iz vidika, bi rekel, filozofije je pa nekaj globjega. Ne. Namreč dogaja se tako, ne, da ne moremo enostavno mi tehnologije opazovati na način, da rečemo, aha, imamo neko novo tehnologijo in neko tako ali pa drugačno uporabo te tehnologije, zdaj pa pogledajmo, ali je ta tehnologija in takšna njena uporaba v skladu z moralnimi vrednotami naše družbe. Tak pogled je preveč enostaven, čeprav na koncu zgleda, kot da na njem pristanemo, ampak v izhodišču je preveč enostaven. Preveč enostaven je pa zato, ne, ker tehnologija sama ves čas spreminja moralni okvir, znotraj katerega mi samo tehnologijo presojamo. Ne. Predstavljajte si nek tak, bi rekel, začaran krog. Ne. Mi presojamo moralnost neke tehnologije, pri tem pa sama tehnologija spreminja kriterije, po katerih jo mi, ali pa okvir, znotraj katerega jo mi moralno presojamo. In to bo, bi rekel, moj zadnji primer, ne, ker je mogoče najbolj ta grafičen, ne, ni iz visoke digitalne tehnologije, spet iz biotehnologije, ne, ki so mogoče bolj razvidni. Ne. Vzamite kontracepcijo, ne, kontracepcijsko tabletko, ne, ki je v 60 letih, bi rekel, postala, ko bi rekel, ne, to je bila tista, ne, prelomna tehnologija 60 let. Ne. Jasno so nastopala vprašanja, ne, kako se uporaba kontracepcije, hormonske kontracepcije, tabletke, ne, pač sklada z vrednotami družbe. Ne. Ampak hkrati pa vemo, ne, da je pač bila ravno kontracepcija, ne, kontracepcijska tableta, tisto, kar je v temelju spremenilo sam vrednostni okvir seksualnosti, ne, v 60 letih. Ne. Sprostilo je, ne, na nek način to razmerje med seksualnostjo in reprodukcijo, ne, ker, ne, je bilo mogoče, ne, bi rekel, prakticirati seksualnost bolj ali manj brez skrbi, ne, pač z zanositvijo in tako naprej. Ne, in je sprožilo tisto, kar imenujemo recimo seksualna revolucija in novi odnosi recimo do homoseksualnosti in različnih spolnih identitet in tako naprej. Ne. Skratka, ta tehnologija kontracepcije je spremenila sam način, kako seksualnost, na kakšne vrednote recimo je vezana seksualnost v družbi in na ta način, bi rekel, zamenjala, spremenila okvir, vrednostni okvir.
In tako je pravzaprav tudi številnimi digitalnimi tehnologijami danes in ta dinamizem je zelo v redu, da ga mi prepoznamo. Ko mi štartamo z neko novo tehnologijo in njeno aplikacijo, je vsaj v analizi izredno pomembno, da detektiramo, kje začne zamikati naše, bi rekel, same vrednostne okvirje. Čisto zadnji primer, da rečem, recimo, mobilni telefon ali pa uporaba socialnih omrežij. Jasno je, da je vprašanje, kako recimo uporaba Facebooka je v skladu z pravico do zasebnosti, je nujno vprašanje in ga moramo zastaviti. In vse te tehnologije, deklaracije se s tem zelo na široko ukvarjajo. Ampak vendarle je pa jasno, da je uporaba Facebooka spremenila samo razumevanje zasebnosti. To pomeni, da razmerje med javnim in zasebnim ni več tako, kot je bilo pred Facebookom. Tako kot razmerje med recimo prostim časom, kot je bilo malo v enem izmed prejšnjih predavanj rečeno, med prostim časom in službenim časom ni več enako, kot je bilo pred uporabo mobitela. To pomeni, sam vrednostni okvir se je spremenil. Ko torej mi iščemo v teh aplikacijah etično uporabo določene tehnologije in poskušamo najti moralne ali pa etične načine, kako uporabljati to tehnologijo, se moramo hkrati zavedati ali pa analizirati, kako sama tehnologija menja naš sam vrednostni okvir in kako smo pravzaprav v nekem tukaj zelo dinamičnem moralnem okolju in dinamični moralni situaciji. Zdaj se bojim, da jaz že res predolgo govorim in bom kar končal na tem mestu. Če karkoli še zanima, sem vselej na voljo za predavanja, pojasnila, informacije, vse. Najlepša hvala za pozornost.